Ampak jaz se kar ne dam, jaz kar še gledam življenje tako romantično. Ja. Se mi zdi, da ko si pa to vzamem, ko pa začnem res samo pragmatično, pa iz stališča, kdo bo kaj od koga pridobil, pa zgubimo ta žar, zaradi česar je res tako zelo vredno živeti. Je bilo najbolj mučno obdobje, ker sem v bistvu vedela, da ni pametno, da komorkoli zaupam. Pa ne zato, ker bi imela nezaupanja vredne ljudi okoli sebe, ampak zato, ker preprosto ne morem zahtevati od svojih prijateljev, da ne bodo, ko čutijo mojo stisko, jo hoteli zaradi razbremenitve še s kom podeliti. Potem se pa lahko naredi veliko stranja, meni, predvsem mojemu otroku, ki je že tako podvržen zaradi tega, kar mamica dela, kakšnemu opravljivemu očesu več. In če pa kaj znamo to upravljati. Raje v negativu, kot v pozitivu. Ok, to pa ne bo kratek odgovor. Okay. Ana Marija, lepo pozdravljena. Dober dan. Hvala, da si se mi pridružila ob, upam, da dišeči kavici, tudi okusni. Komaj čakam, da naredim prvi požirek, ker imam kar zelo rada kavo. Veš? Res? Res? Ja. Potem si pa v odličnem podcastu ob skodelici kave. Seveda, zato sem tudi pristala. A zaradi s kavo sem te dobila? Ne, brez skrbi, ni samo to. Je pa res, da z leti, če dalje bolj vestno in natančno izbiram kroge svojega druženja. Pa to se ne nanaša seveda samo na poslovno dejavnost, na moj poklic, ampak tudi na privat življenje. Mogoče zato, ker se mi čas izteka, oziroma ker razumem pomen minljivosti, toliko bolj, a mogoče pa tudi zaradi tega, ker preprosto nimam več potrpljenja. Tako da ja, evo, zdaj sem tukaj. Kakšna je pa tvoja najljubša kava? Jaz sem človek espresso, oziroma vedno dan začnem s turško domačo kuhano, ki si jo pripravim seveda sama. In tako nekako zaženem dan, to je ta neki jutranji ritual, jaz sem zelo rada jutra. Tudi če so izjemno zgodna. Zdaj nekateri oči vrtijo in se zgražajo, ali pa si mogoče mislijo, da že z enim očesom pogledujem k penziji, ker tudi do 5 zjutraj ni prezgodaj. Ker jutra so najlepša zjutraj. In če si ti zraven priča temu vsakodnevnemu čudežu, ko se dan porodi, sploh zdaj jeseni, ki je lepa svetloba. Seveda tudi poleti, ko so dnevi še posebej zgodni, je to en tak lep, magičen trenutek, ki lahko naredi posteljo za celoten dan naprej. Se strinjam. Seveda pa je odvisno od nas, kaj in kako bomo naredili. Ne? Ja. Marsikaj ni odvisno od nas, kaj pač pride na našo pot, ampak je pa od nas odvisno, kako bomo na to reagirali, oziroma vsaj to lahko malo upravljamo. Do določene mere. No? Ja. In zdaj nekako poskusam vsaj dober začetek vzpostaviti v dnevu, ne rata pa vedno, ne? Da ne bo zdaj tako je pa v življenju, a ne? Meditacijska kraljica pa zjutraj, da naredimo vso to neko rutino. Odvisno, kaj paše. Ne? Včasih paše več razmišljati, pa gledati v steno, ali pa prebujajoči se dan. Včasih pa paše iti takoj že v vrvež delovnika. Sploh, če imaš kakšno obveznost nad glavo, ki jo fino takoj rešiti. Ne? Da je potem mirnejši dan. Tako. A potem drži, da glede na to, da si mama, da piješ tudi mrzlo kavo? Tudi. Se to navadiš? Ja, to se navadiš, ko enkrat dobiš dojenčka, novorojenčka, absolutno piješ mrzlo kavo. Topla je že tak luksus, da se ti prav čudno zdi, kaj se dogaja. Seveda odvisno od dojenčka, kakor si mi nismo enaki, tudi dojenčki niso enaki. Seveda. In jaz sem imela pač zelo aktivno dete, ki je malo manj spalo, kot bi bilo običajno. In vem, da sem enkrat potožila mami, sem rekla, mami, meni je tako težko, ta otrok nič ne spi. Pa me mami sicer sočutno pogleda, pa je rekla, Ani, se ti tudi nisi nadspala. Pa je bilo tako, bi si želela tistega pridnega, spečega otročka, veš, ki jih pol prevažaš z vozičkom, pa ima eno žemljo v roki, pa so skozi sam pridni. Ja. Ampak moj ni bil tak. In še dan danes pleza okrog po drevescih, uživa v življenju. Je pa res, da se mi zdi nesmiselno to zamajevati. Ali pa temu reči, ne, zdaj ga bom pa ukrotila. Ne bo otrok, dokler je lahko. Že tako svet ponuja to prehitro odraslost. Pa potem, ko otroci odraščajo, tudi hočejo biti starejši, pa bolj zreli, pa res odrasli, ne, čeprav niso. Ne. Izkušnje pa leta le delajo svoje. In jaz sem hvaležna čisto za vsak trenutek svojega življenja. Pa niso bili vsi rožnati. No, to je pa lepo slišati. Ja, to ti zgrajuje v en mozaik človeka, kakršen si. In seveda, vsaka izkušnja, če se jo le prevedeš, lahko kot darilo, pa da ne boste zdaj mislim, da sem ta eterična princeza, ki vse jemlje kot darilo nekaj pozitivnega. Ne, pač so tudi slabe stvari in to ne moramo mimo tega. Pa vendar si jo lahko prevedeš kot neko šolo, kot neko izkušnjo, ki te dela bogatejšega in seveda bolj empatičnega, bolj sočutnega za sočloveka in za svet. In ga mogoče čez en širši spekter potem dojemaš. In je potem lažje, ne, v bistvu izpolnjujemo svoje želje, svoje neke, kako bi se temu rekel, svoje predikcije, kako ne bi bilo, oziroma svoje namene, kdaj boš srečen in kdaj ne, in to je čisto legit. Se pravi, zakaj pa ne? Pa si že od nekdaj takšna oseba, da tako razmišljaš, a je to zdaj prišlo z življenjem, z izkušnjami? Ne, sem kar že od nekdaj taka. Sem bila kar ta neka zrela punčka, ampak to se mi zdi, da se tako tudi rodiš.
A veš, ko opazuješ, ker so kakšni te, Mozart recimo je bil ta puer eternus, ne, večji plamen. On je naročnikom, ki so bili v bistvu kralji in so skrbeli za njegovo, ne samo dobrobit, ampak za njegov poklic, za njegovo plačanost. On je šel, se nasmehnil isto, mal tekel okoli po sobi kot neke vrste dvorni norček, dvignil tisto krinolino in prdnil v obraz in rekel, zdaj bomo pa napisali to pesem. Ampak tak je bil in te karakteri so tudi dragoceni. Jaz sem pa ta mogoče malo bolj globoko razmišljujoča, že od nekdaj malo melanholična, kar pa se mi ne zdi čisto nič narobe. Zato je jesen seveda moj najljubši letni čas, ki ponuja obilje vsega lepega, tako barve kot narava. Res to je ta zadnji iztis, preden gre v počitek. En prijatelj mi je oponašal, da ne more verjeti, kako imam jaz, ker sem taka svetla oseba, tako rada to jesen, ko vse crkuje. Ampak vse postaje temačno. Seveda, in kakor se da, narava se počasi spravlja k spancu, vse je malo melanholično, skozi nek ta pridih minevanja, skozi neki moteče, malo zebe, malo neka vlaga, malo kaj zapihanje. Nekaj nas moti. Hkrati je pa vse tako zelo lepo. Bolj zlatih zahodov pisanih ne bomo videli, bolj pisane narave ne, pa še vsi pridelki, ki v tem zadnjem iztisu vse mogočnosti narave tudi ona nameni. Zato, da gremo vsi skupaj lahko potem v zimo, ki je pa spet malce drugačna. Ampak vse ljudje smo fini, ne? Mi si znamo narediti iz vsega nekaj veselja. Ja. Ja. Ampak moraš biti spet takšen človek, kot si rekla, ker nekateri pa znajo iz vsega narediti težave. Poznam tudi take. Mislim, da nažalost zelo dobro. Sam kaj češ, ne? Zdaj seveda biti luč, to je mogoče malo pretenciozno, ne? Jaz sicer poskušam gledati čez prizmo optimizma vedno, pa seveda s kančkom humorja je vse skupaj malce lažje. Je pa res, da bolj ko si luč, pa bolj ko svetiš, pa razsvetljuješ se z dobrimi nameni, ne? Kot sipaš zlati prah, ne? Če gremo tako malo metaforično, gledanje mojega poklica, je to, veliko ljudi dobiš na enem kupu zato, da jih lahko obsipljaš z zlatim prahom. Vse, kaj mi delamo. In s tem humorjem, z entertainmentom, z zabavno industrijo, z glasbo, konec koncev. Mi sipamo ta zlati prah, mi v bistvu vlivamo upanje. Tudi meni je bilo težko, recimo, če iskrena osebna ekspresija, kar je v mojih pesmih, recimo konkretno, ki je zdaj najbolj aktualno, te šansoni, ampak je mišljeno ne kot zdaj bomo pa vsi melanholično jokali, ampak iz tega se da izviti tudi nekaj lepega. Dajmo poskusiti sistem školjke. Ko nekdo v nas da pesek, ki ne žuli in trlja in matra, mogoče pa lahko potem, ko se spet razpremo, v njej najdemo biser. Wow, kako lepo si to povedala. Ja, seveda, pa mojstrica besede, pa vse to je vedno, seveda je talenta, ne. Se radi obregne ob to, ko se še vedno držim zastavo najhitreje govoreče televizijske voditeljice. Pa to ni iz te vrline in veščine hitrega govora. Gre tudi za artikulacijo, se pravi, da ti znaš povedati strnjeno stavčno strukturo, da vsi razumejo in seveda razločno. Hitro govori marsikdo, ampak tudi kaj pove, je pa zdaj drugo vprašanje, ne. Ampak spet je to poklic, ne? Tako kot če vprašava enega mizarja, koliko ur je vložil v to, da on potem res izvrstno naobla neko svojo stvar. Toliko in toliko ur sem seveda tudi jaz vložila v to sklanjanje besed, pa v ta nek živi, večno gibljivi svet izražanja, komunikacije, da je seveda logično, ne? Da sem s tem vešča. A si bila takšna že v otroštvu? Ja, sem bila kar iskriv človek, pa me je vedno zanimalo, je pa res, da se to nisem se tako rodila, ne so mi starši to dali. Oni so mi predstavili svet literature, take in drugačne, svet poezije, tudi svet glasbe, plesa, umetnosti in seveda svet intelektualizma, dajmo temu reči naravoslovnih znanosti. Moj oče namreč nuklearni fizik in temu primerna je bila tudi moja vzgoja, kar je v bistvu super, ne, zato ker že naravo gledaš z popolnoma druge perspektive in je malo bolj voluminozna, po drugi strani pa hitreje dojamaš kakšne stvari. Tako da dobro ali slabo ne moramo vedeti, ampak tako je bilo. In tudi sama sem šla po tej naravoslovni poti, ne, po akademski poti študija, ampak poklic je pa poklic, ne. Ta beseda je močna, ker v bistvu je neka namera po poklicanosti, da ti nekdo poklical, pozval v neko delovanje. In ta glasek ne pride tako zelo, da bi te treščil po glavi. Pride nežno, ljubeče, pa tudi ne ponavlja se velikrat. Samo če ga utegneš slišati, pa če si malo pogumen, pa malo neumen, pa greš za tem, pol, pristaneš tukaj, ker sem jaz. In ti si raziskala že res ogromno področji. Ja, sej. Na vseh straneh, vse si dala čez. Verjamem, da če te vprašam, kaj najraje počneš, zagotovo ne moreš zbrati ene stvari. Predvidevam pa, da so obdobja, kaj raje počneš, ne? In trenutno lahko rečemo, da je v spredju glasba. Ja, odvisno od počutja tudi malo, pa od točke, v kateri si v življenju. Zdaj, vse je imelo svoj namen, to ni kratko, da jaz malo, to je pa fino, pa zdaj bom pa risala mandale. Ne, vedno gre to iz srca, tle se začne, pa potem koračim naprej. Ampak tako,
glasbe nisem mogla pustiti že, ko se je bilo treba odločiti za srednješolsko pot, pa mi je bila gimnazija Vič zelo blizu, dobesedno blizu, ker pač nisem hotela iti na prestope jutranjih avtobusov, samo zato, da bi šla na neko takrat prestižno. Skratka, tam je bila lokacijsko najbližje, pa sem se zato to odločila, je bila pa fina tudi po programu. Tam so imeli bogat kulturno-umetniški program, dejavnosti, ki si jih lahko izbral, takrat sem se prvič srečala z impro gledališčem, bili smo tudi zelo uspešni, večkratni državni prvaki na republiškem nivoju, ne v improvizaciji, top ekipca in tudi lepo preživljanje prostega časa. Potem pa nisem mogla pustiti klavirja, tako da sem nadaljevala študij na konzervatoriju za glasbo in balet, sem šla dvosmerno, ker me je zanimala tudi ta perspektiva glasbe, se pravi pianist in teoretik. Teoretik pa pomeni, ne da zdaj se učiš glasbo, ker glasba je ljubezen, ampak mogoče malo več proučevanja harmonije, kontrapunkta, solfeđa, glasbene zgodovine, vsega tega, kako so zdaj te note, kako so alikvoti, ker na koncu prideš, meni je oče že od malega govoril, veš, Ani, vse je fizika. Pa sem tako, ne more biti, ker je ta umetnost, to pa ja čutimo čez srce. Ja. Vse je fizika. Tako da ti si imela tisti del rada, teorijo, ki jo večina nima. Ja, pa nisem imela tako zelo dobrih pedagogov, da bi zdaj rekla, potem sem imela pa eno krasno, ki me je navdušila. Je bilo to kar klasično izobraževanje, lepo treba vaditi, strogost, nič kaj dosti emocij zraven, ampak nekako, če imaš tokrat ta inštrument, kot sem ga imela jaz, pregrizaš čez vse. In seveda smo se vsi dolgočasili na uni teoriji, pa taktirati, pa vse to, vsake ide čez glasbeno izobrazbo bo vedel, ne. Ampak še vedno je pa zelo fino govoriti glasbeni jezik, sploh potem, ko prideš v širšo zasedbo, kot se je meni zdaj zgodilo, ko sem ustvarjala album, pa so kar naenkrat zveneli zraven še drugi inštrumenti, pa sem znala se pogovarjati z violinistom, ki je linearni inštrument, za razliko od klavira, ki je zelo harmonski, pa sem se znala z njim pogovarjati, kako zdaj molinjo spisati notice, magari na roke, za hitre potrebe. In to je seveda super. Plus, to je še super iz enega aspekta kot ženska. Ker zdaj opažam, da je sploh ta biznis, v katerem sem jaz, cel ta in show biznis in to, je predvsem moški svet. Kljub temu, da so ženske široko zastopane in da znamo biti prodorne. Ampak funkcionira pa na ta nek način, ki pa meni zelo ni tako zelo ljubno. Jaz sem kar borka proti nekem tem patriarhatu per se, samem po sebi. Cenim moško in žensko vlogo in jo zelo odobravam, da če bo pravi moška, ko bo znal biti vodja, sem jaz lahko zelo podredljiva in vse, sam brez razloga. Pa ne, samo to, dajmo imeti ta čist enakovreden diskurs, pa bomo potem videli, kdo in kaj. Prinese svojo vrednost, itak je pa največja vrednost v sodelovanju, ki se ne sešteva, temveč množi, če se mene vpraša. Če seveda spoštovanje in komunikacija. Je pa ta sanski svet, ki ga trenutno opisujem, sodelovanja, zelo, zelo težko najti. Ker še posebej, mislim, da mi je rekel Bizovičar, pa dobro, kvac, zdaj s to medicino, vse si sam pacijente zamenjala, se isto dela. Se je malo pošalil, na stanje, ki je še posebej prisotno v vsem tem artističnem svetu. In to je, da je veliko ljudi, ki so tam samo zaradi zunanje potrditve, ki v bistvu to jača, to jim daje vrednost, zaradi kakšnih ego nazorov, zaradi tega, da bi, ne vem, ste končno dokazali svojim staršem, da so vredni, karkoli že, pač velike tega. Saj smo vsi malo moteni, special, na en način. Najbolje pa sodelujemo s tistimi, ki imamo kompatibilne motnje, oziroma ki se nekako čustveno razumemo. Ampak če zmoreš vsem tem videti sebe, kritično pogledati in videti sočloveka, čeprav je še tako drugačen, kot spoštovanja vredno bitje, s katerim pač je vredno tudi poskusiti sodelovati, se ne gre z vsakim, potem pa mislim, da se ti odpre še en nov svet, ena nova plast, pa s tem zrasteš, vsak upleten zraste kot oseba. Zagotovo, ja. Kako sem pa to zdaj lepo povedala, zdaj so pa čisto romantični spektr zašli. Ampak jaz se kar ne dam, jaz kar še gledam življenje tako romantično. Ker se mi zdi, da ko si pa to vzamem, ko pa začnem res samo pragmatično, pa iz stališča, kdo bo kaj od koga pridobil, pa zgubimo ta žar, zaradi česar je res tako zelo vredno živeti. Zato se mi zdi, sem taka malo posebna mami, ker meni se da gledati listje, meni se da strmeti v tisto čudo Landijo decembra, ki je tako prekrasna in mi je res dragoceno, da lahko na vse to pogledam čez otroške oči, ker ga imam tam zraven, pa mi on prikaže, kako to gre. In ja, se zelo skušam ven veleči tiste neke zadrgnjenosti, ki so seveda starši kot odgovorne, odrasle, regulirane osebe moramo imeti. Ampak da kdaj pa se utegnem tudi nasmejati kakšni lastnem uforu, pa kakšni lastni napakici. Kaj pa še druga najraje počnete z levom?
Midva pa res vse možno. Ravno včeraj sva igrala nek house beat na njegov mali synthesizerček. Očitno je pogrešal tam. Ja, seveda, ne. In igra pa flavtice. To je njegov inštrument. Ja, veš, vsako reče, ja, res, ker se vadijo flavtice, sploh v začetnih fazah, ker so samo 4 toni, ne. V igri. Ni to toliko spet prijetno. Vem, kako je. Pa, veš, ne? Ja. Imaš izkušnje s podobnimi inštrumenti. Sem igrala flavtico na začetku. Brez da glede na to, koliko jaz tripam na trube, pa vse te neke trobilni, veš, res ima tudi eno veliko prednost, zato ker je ta svet lahko spoznal in čez moje oči, ker pač res ne skoparjajo z ljubeznijo do glasbe, in čez spektr vseh možnih izvajalcev, tudi te, ki so pač slovenski, vrhunski. In pol, ko sledim, ne vem, Bojčevskega Gorana na Instagramu, pa mu pokažem, zdaj ima pa tukaj koncert, tukaj ima pa stekleno flavto, pa on to gleda, pa res vidi vrhunsko in sliši vrhunsko glasbo, ali pa recimo, on seveda ne more še z mano na koncerte, ampak smukneva pa kdaj na kakšno tonsko vajo, različnih žanrov. In je zelo, zelo fino, da to sliš. Enkrat sva šla pa mene pihalne godbe, ki meni sicer čisto zabavna, pa sem mislila, da mu bo zelo všeč, pa ni bila najboljša godba. Iskreno. In ni hotel sploh, sva morala iti stran. Je prav zatežil, pa sem rekel, okay, mogoče pa ima dober glasbeni okus. Ker resnici na ljubo, ne, je kaj dobro izvedeno, kaj pa tudi ni. Ampak vse je pa glasba. Ne bom pa rekla zdaj, dark metal, to pa ne razumem, to je pa kar neki. Margina je vedno naredila napredek. In včasih so bili tudi te neki simfoniki ali pa trobilni kvinteti, je bilo tako malo off, ampak potem so pa videli, da to pa je tudi lahko glasba, tako da to vse je za spoštovati in seveda poslušati, ne pa seveda kar vse prek. In vsak ima seveda pravico do svojega okusa. Seveda. Ja, tako da mene ne boste slišali, da je kakšen žanr za nič ali pa kaj takega. Je pa res, da zase pa izbiram tisto, kaj je meni prijetnejše. Njemu pa je seveda pravilno, da vidi vso širino, ki jo ima glasba, premore. Pa vse inštrumente, vse jih so številni, ki jih še mi v bistvu ne poznamo. Sploh zdaj, ko se je to ta etnoscena malo bolj odpira, ko se odpira svet, kaj mi vse vemo, na kaj plemena igrajo že nekaj časa, kakšne so to frekvence, zvoki. To je zelo, zelo zanimivo raziskovati in je en lep svet, ki seveda znanstveno dokazano dobro vpliva na razvoj možgan in čustvenega sveta otroku. Tako da jaz bi to priporočila vsem. Žalostno pa je, ko ljudje moje generacije radi poročajo, da jaz nimam posluha, se pa kar bojijo muzicirati. Jaz mislim, da je glasba za vse. In da tudi če fušaš, pa če poješ žarom, udri, ker bo super, zato ker s tem v bistvu razširjaš srce. To je to, ja. Ja, to pa Slovenci kar malo moramo, veš. Ni zastonj lipa tako pogosto posejena. Lipini lističi so v obliki srca. Pa vsi imamo radi srčke, pa vsi radi govorimo o ljubezni, ampak pri nas so srca na polknih, pa še to izrezana. Tako da, pa sem pa kaj se najde, kakšen tak strasten človeček, ki si upa vsem govoriti, ne, je pa hiter na tnalu, ampak to me sploh ne moti. Včasih so jih zažigali na Grmadi, zdaj je bistveno bolje, zdaj sam nekaj kvasajo po družbenih omrežjih, mislim, da bomo preživele. Bomo. Ja, ena pesem si pa, no, ne vem, samo eno pesem si pa namenila tudi sinu, ne? Na Vihanček. Ja, vse so v bistvu iz resničnega življenja, iz mojih izkustev, takih in drugačnih, seveda rahlo avtobiografske, potem pa kakšno potenciram tja in drugod. Na Vihanček, gre pa jaz imam navihanega otroka, ti pa nevzgojenega psa. In ne zmoreva obroka, brez da bi se skregala. Gre pa o tem, kako seveda ni perfekcija. Ne? Dajmo si že naliti čistega vina in v partnerstvu, ki je zdaj tako opevano in raziskovano in vse si nekaj kopljamo radi in po sebi in po drugih. Mislim, da ni zaupati na neko perfekcijo, pa da bo nekdo res čist usojen zate in bo znal vse rešiti in nadomestiti vse naše čustvene manjke ravno v pravem trenutku brez besed. To je malo utopično si predstavljati. Ampak čisto življenje pa je, psa, ki ga niti ne obvlada, jaz tudi za otroka, ne vem, če mi pleza po drevesih, pa ga vlečem dol, ampak morda pa z enim sočutjem, pa s skupnim sodelovanjem, pa lahko pridemo do ene čist normalnega sobivanja, ki nam vsem oplemeniti omizje. Ker to je ena izjemno dobra terapeutka enkrat rekla, da je v bistvu partnerstvo garanje, ko prvo, se pravi, se moraš vedno tudi takrat, ko ti ne paše, morda malo potruditi pa stopiti naprej, nasproti nekomu, ki je nasproti tebe, čeprav ti gre takrat morda res malo na živce, ker vsak ti lahko gre. Seveda, normalno. Pa da je tako teorija 2 hladilnikov, ne? Vsak ima nekaj v svojem, pa to skupaj prepeleš. Zdaj, lahko ti samo preslice glickaš, ker v tvojem ni nič drugega, lahko dimljenega lososa, sam če pa to daš skupaj, pa lahko nastane izjemno osvežilna, nutricionistično bogata solata. In kaj bi raje jedli? Sam se morate pa oba potruditi, odpreti vsak svoj hladilnik in skupaj pripraviti to jed. In ne gleda, kdo je do več korenčka na mizo.
Naprimer. I te korenčki, da ne začenjam. Spet metaforično, ne, se Seveda. razume. A jo je sinček do konca poslušal ali je rekel, to pa ne? Ja, on veš ne, prvi sliši te komade Ja. in jih sliši še v nastajanju in seveda mu gre kdaj na živce, kar je popolnoma logično, da se mama ukvarja z neko škatlo črno-belih tipk, večkrat in veliko in pogosto in polk že zaprem, pa spet pridem, zato ker ta inspiracija je taka hecna, to je tako, ker ima rudnik dejanje in pol pač pride klavinovoma doma in ugasne. A res? In jaz s tem vem, ja, da je Dovolj. konec, sicer je tako, mu tudi povem, včasih to malo predrzno naredi in je tako, oprosti, to je moj svet, to je moja služba, moj kruh in včasih treba tudi malo potrpeti, ker če mu bom vsem samo ugodila, pa ja, kako si ti zdaj, mi bi mamico, ne, naredim točno tega, kar ga opisujem pa enem drugom komadu, ki je pa tak zelo čuten, tango in se imenuje Tango mama, govori pa o rakrani slovenske družbe, maminih sinovih. Aha. Ja, seveda, naj te vrnem tvoji mami, ona te najbolj pozna. Zdaj te vračam, pa naj ona tebe gleda, naj ti da. Ja, to je bilo. Naj si ga lepo imajo. Skratka, on je deležen mojega, največje srčike mojega ustvarjanja. Ampak mislim, da je tudi to čisto v redu. Ne vidi, kako se te stvari delajo. Ne? Pač to je moja služba. Nekdo drug pa ima drugačno mamico. Tako da, ja. A potem si na albumu vse pesmi napisala sama in tudi aranžmaje za... To so, ne, krivica bi bila, če bi zdaj rekla, da vse sem pa jaz, pa še trubo sem jaz igrala, pa harmoniko sem prijela, ne. Jaz jim rečem zlati fantje. Čeprav so kakšni zelo hitro radi pametni, ne, sploh kakšni kolegi vodje bendov, ki je tako, ti morala to, moraš tako. Pa si mislim, puste vi naš odnos primeru, ker smo ena taka lepa, velika, če dalje večja, srčna družina. Jaz sem sicer zelo in rada sodelujem z ženskami in zelo sem fenica žensk, zato smo tudi, recimo, ko smo stand-up delali, postavljali 10 let, v bistvu 10 let sem jaz temu namenila in to od čistih začetkov, hvala Bogu, bila zraven, mi je bilo zelo pomembno, da se na oder, sploh kot žanr stand-up, ki je izzivov poln, zato ker je prazen način, vse moraš ti naslikati, pa za žensko mogoče še malo bolj zahteven, kot za tipe. Ker vsak tik, ki pride, pa je lahko tak ali pa drugačen, pa kakšno žaltevo razdrebo, da tako, ker frajer. Če pa ženska pove kletvico, je pa takoj prostaška. Tako da imamo mogoče rahlo omejene možnosti, ampak zato nismo nič manj konkurenčne. Tako da to se mi zdaj zelo pomembno, da postavimo to, pa da ni zdaj ženska samo kot ženska, ampak da je ženska, ki zna biti ženstvena, ki je v polnosti ženska in se zna iz tega seveda tudi pohecati. Je pa res, da meni so bili vedno premisa te moško-ženski odnosi, ki jih čisto ljubiteljsko rada raziskujem, samo zato, ker lahko ponujajo toliko frustracije, obenem pa toliko lepote. In to je kar lepa stvar za ukvarjati. 11 pesmi je gor, ja, seveda sem jaz avtorica vseh, potem so pa zraven kot aranžerji ali pa ideje določenih akordov, razvezov, ali pa mogoče še oplemenitenja s kakšnimi drugimi inštrumenti, potem zraven pristopili še fantje in jaz tle sem zelo, sploh glede na to, da so meni hoteli velikrat vzeti stvari, ki sem jih popolnoma sama naredila, in te krivice me strašno bolijo, lih zato jaz tle za vsak akord, če treba, dam na sazaš človeka in se zmenimo za procente in kaj, kako je to, tako da to tle imamo res klin. Zakaj? Zato, ker rada sodelujem tako, da je vsem lepo, ne pa da bi koga zdaj tako. In sploh tle. V teh svetovih, ki se zelo hitro pojavljajo nefair dinamike, se mi zdi to še toliko bolj pomembno spoštovati. Drugače pa moji fantje so prva dva, zlata dva, Il Pušnik na kontrabasu, pa na električnem basu, pa Žiga Vehovec na harmoniki, pa včasih mi sede tudi za klavir. To je kar dragoceno, da grem jaz lahko potem na bino, kako se reče, na fronto, na oder, ker ljudje so imeli vajni videti, ne v celi postavi, pa zakaj ne bi to izkoristila. In mi smo trio, Ana Marija Mitić, trio, in smo v bistvu že od festivala šansona leta 2023, ko smo se našli, skoraj da po naključju, kar malo magično je bilo, kako je sploh do tega prišlo, sodelujemo in ostajamo prvi trije. Potem so se nam pa zraven pridružili tudi po naključju še Dejan Muc na violini, pa seveda Andrej Štrekelj, ki je prispeval tudi določene te trobentaške aranžmaje na trobenti, pa potem sem si zaželela tubo, pri komadu Slovenija sem je slišala, tako malo stilsko tubo, ne zdaj, da bi šli opa tupa, ampak ta tuba, pa če jo kdo zna res kot dobro igrati, je to pri nas Goran Krmac, sem ga poklicala, kar je pa zelo lepo, je pa, da kogarkoli pokličem od fantov, pa to so profi glasbeniki, eni najboljših v Sloveniji, so vedno pa slišijo pesem, ali pa zametek demo, neki mojo idejo, rečejo, ok, ja, sem zraven. In to meni pogreje srce, kar pomeni, da so nekako začutili.
In to je najbolj pomembno. To je ful pomembno in je ful dobro. Čakaj, koga sem še pozabila omeniti. Aha, seveda Janez Dovček je pa tudi glavni pri Celinki založbi, je pa to šlo nekako in Celinka in Mitič Publishing, no, v sozvočju, ni tako zdaj, da bi založba prepoznala mene kot avtorico pa vložila denar v studio, to sem pa se jaz plačala, ne, in studio in seveda, inženirja zvoka, Janeza Križaja, slovitega slovenskega, ki je tudi pač svoje prispeval in to pa, pa na bobnih ima Aleša Zorca. To je pa tudi ta Janez Križaj priporočil. Vsi so tako nekako kar prišli zraven. Violin sem se strašno otepala. Ker za te štrajke, ko se reče, in pisati, jaz to ne znam, lokovanja pa vse to, se pravi bi rabila bodi si aranžera, bodi si enega violinista, ki to pač zna, pa več delate komorne igre. Nima veze. In sem se tega skozi malo tepala, čeprav mi je pa skozi sploh zagaleba, ne, mi je pa skozi ta violinca nekako, ko je lepo, ker ta je kar široka, taka zelo radio-friendly pesem, je tudi že bila popevka tedna na Radio Koper, tam ima radi galebe, pa tako je taka, res je lepa. In pa govori o upanju, pa naslika to pravo stvar. No in tam je pol pač kar bil v vadbenem prostoru, imeli so vajo, ne, Dejan, pač ta violinist in še neki, me še heca, ta naš oblikovalec zvoka, pa kako s temi violine, mislim, pa ite violine, točno veš, ni časa, ni denarja, nekaj, vse kaj bom zdaj, pa vidim tam stoji, kaj pa ti pravzaprav igraš, in tako je violino. In pa mi je odigral galeba in je bilo tako čisti efekt pač, ne, Seagal efekt, to znajo, te contemporary glasbo igrajo, in sem tako, okej. Pa še restauratorje, se pravi, sam nekako naredil violinco, ali bila res lepa, ne. Meni pa ni bilo treba v procesu nastajanja albuma 2x reči, da sedem za klavir. Sem sedla, odigrala galeba in pol, ker sva odigrala, ker sva probala, sva se šele predstavila. In pa sem imela violino. In pol sem šla spat in naslednji dan mi ni dal miru in jaz v bistvu opišem najbolje, kakor znam, ta dogodek, kako se je vse to pripetilo in pridem v studio in rečem, Janez, snemi, kaj? Jaz mislim, da imam nov komad. Kaj zdaj to? Snemi. Posname in sem pač posnela svojo idejo za prvo violino. Pol je pa on poslal violinistu, pa violinist rekel, kaj komad je rato? Ok, evo, in je zraven. In zdaj imaš 2 pesmi z violino. Ena je prav napisana za violino in klavir in mene, se imenuje Prva violina. Pa mi pa fanti hecajo, a veš, unko ima druga violina? Ja, vem, si ga vemo, grozen. In tako naprej. No. Ampak je lušten, sicer verjamem, da nismo najbolj easy stranke za prideti v studio, zato ker mi radi kreativamo tudi tam, ne pridemo vedno 100% navajeni, zdaj bomo pa sam posneli, ampak če se tam kaj zgodi, sam to je, a veš, odvisno od vodje, tako rekoč. In ker sem jaz taka, da sem pripravljena videti, če kaj noga, pa mogoče iti za tem, kljub temu, da ni nujno, da rodi rezultate, je pol to vse malo tako. So pa fanti seveda tudi zlati, glede na to, da so moški, ne, da mi in so pripravljeni slediti in pomagati in narediti pač dodati svoj del in mislim, da je to zelo lepo. No. Zdaj te popolnoma razumem, da sploh ne bi mogla reči, da si ti pod vse podpisana. Ja, ker to je res delo ekipe, a ne? Seveda. In to bi bilo sebično in grdo. In tudi jaz mogoče še malo premalo sebe izpostavljam. So mi kolegice, stanovske kolegice, že precejkrat učitale, kao, pa si ti glavna zvezda, pa si ti si diva tega. Pa je že v redu, sam, a veš, dive ni brez podporne ekipe. Tako da jaz ne bom nikoli 2-krat odlašala, ko bo treba mojim fantom slavo peti. In na koncertih in se jim vedno probam poskrbeti za njih, da je dober backstage, imajo za jesti, da imajo za piti. Imaš ta moja materinskost in ne kdorkoli reče, da je moja ekipa razvajena, bodo pač razvajeni. Da bom na koncu lahko enkrat razvajena tudi jaz. Ker veš, sploh kaj denar, pa to, ne, jaz sem zelo mnenja, da moramo biti pošteno plačani za svoje delo, sam jaz tle, kot šansonjerka še nisem tam, zato ker pač, kar je sredstev jih veselo. Dam za to, da bo nekoč. A veš, to je, ker si enkrat iz nule predrajsu do točke, kjer si v tem show biznisu, ker je res garanje, ti je jasno, da je veliko več investicij v to, kot pa nekaj plusa. Čeprav mogoče enemu eksternemu opazovalcu bo pa videti to življenje lepo, svetlo, bleščeče, ne glede na to, kaj se zgodi, to pa kar nekaj gre, sej ti, ali pa ga zdišem, sej ti tako močna ženska, ti boš to. Ja, sam, to še ne pomeni, da mi je pa to lahko. Ampak, zlato pravilo Hollywooda, don't complain, don't explain. In tega se je kar zadržati, ker nihče ne bo razumel, pa ne govorim samo apropo nekoga, ki je mogoče javna oseba, za kogarkoli. Nikoli te ne bo nekdo do potankosti razumel. Seveda lahko prosiš za malo sočutja, ampak a te bo to zares rešil? Vprašanje. Tako da, jaz če dalje manj razlagam, sam rečem, ja.
Ampak vseeno mi je bilo pa v preteklosti všeč, ker si povedala tudi tisto, kar ne vidimo. Potem se Z veseljem. spomnim na eno tvojo objavo na Instagramu, ko si se slikala z robčki pod pazduhami zaradi obleke. Ja, Potem zato, ker- vidimo neko to stran, ki je pač nam ni dosegljiva. Ja, eno tako zakulisje, Ja. ki in nas dela ljudi, zato da ne bi Tako. slučajno, ker se nikoli nisem rada, vsi smo nekako enaki, pa če lahko enemu s tem pomagam, pa veš, nekdo drug prideluje borovnice, pa ne mi prinese šalčko teh borovnic, jaz bom pa njemu, ne vem, rekla pa bomo skupaj počuvali otroke ali pa karkoli. Sem zelo za to človeškost, pa za to, da skupaj delujemo in sodelujemo. Ampak rada pa prikažem tudi ta nebleščavi del, a ne. Nam zdaj reka, da je lažni sijaj, zgodi se nekaj. In to vsi, ki smo stali pred kamero, pa je resno začutili, vemo, kaj to je. Pa na odru, isto. A pa glasba, ker mene vedno, ko nastane nova pesem, je kar nekaj na noter zatrese. To je pač nekaj se zgodi. In je lepo, da je tako. Nočem niti raziskovati, kaj to dobro je. Saj veš, tudi v povezavi s kakšnim so človekom. Se ti nekaj je, so neke iskrice, s kakšnimi pa pač ne. Nič narobe, nič slabo, ampak to je dobro doživeti. In jaz to rada delim, te lepe stvari. Ja. Seveda pa ja, si ne bomo medali peska v oči, da pa ni vedno vse samo rožnato. Ampak če prikažeš to, da si človek ljudem, a ne, pa to zakulisje šov biznisa, ki tako vse zanima, se mi zdi to nekaj čisto ok. Ni pa, da bi zdaj kogarkoli degradirali, a ne, ali pa rekla, to so pa te. Pa jaz tudi z veseljem vzpostavim druge sodelavce, ker sploh mogoče ljudje ne vejo, da so, ne. Razlagaš komu o glasbi, pa sploh ne vejo, da si plačal prej pa intonatorja, torej uglaševalca, ki je pač prišel na klavir. Ko pa to stane? Ja, to so mojstri, to je tudi trd posel. Pa drndlajo une, strut, to ne bi mogla nikoli, skozi eno uro je sam tam. Itak moj nimam kaj pomagati. Lahko sem zraven, pa še sebe ubijam uši. Pa ga pol čakam na kavi, pa svoje naredi, pa sem tako hvaležna. Pa primem klavir, pa mi grejo kar solze jaz hitro zajočem. Ta mal mi pravi, da sem Ronaldo Penaldo, jokica, skozi jokam, sem res me gane. Te lepe stvari. Imaš res nek tak romantičen filter. Ja, mam, sej ne vem, ne vem, da me bom minila, veš, pa kakšni te res pragmatični moški v mojem življenju, sicer čist prijateljsko, me hočejo malo prizemljiti na ta način, ampak jaz se kar malo ne dam, no. Se mi zdi, da nisem pa zdaj delusional, ne, da bi zdaj kar, dolgovi, kaj bomo pa zdaj s tem? Pa znam čist normalno živeti, sem konec direktor ta svojega DO-ja, ne, pa pijem te stvari. Pa tudi te drugi moji fantje, ki niso muzičarji, ampak so nastopajoči za program, ki mi delamo kreativne rešitve. Ne? Kaj zdaj to? Kreativne rešitve mitič. Nekdo želi nek event, pa hoče imeti nekaj posebnega. In jaz res lahko ponudim spektr stvari, ki niso tako zelo pogosto videne. Mi nismo zdaj agencija za dogodke, ki bi zrihtali stole, mize, prdeč tepih, pa jelenčke, pa nek ognjemet. Zrihtamo pa vsebino. Se pravi, nekdo ne ve, mi imamo pa zdaj pa decembrsko, pa zaposlene, pa na firmi bomo imeli dopoldan, kaj bi lahko. Evo. Pa me pa pokličejo na sestanek, pa jaz to vse poslušam, zato ker rabim vedeti tudi to zadje, da vem, kaj jim zares ponuditi. Ne. Pa imamo pa širok spektr sodelavcev, pa vedno najdemo kaj je zanimivega. Kar še kje me vprašati, z veseljem povem. To pa ne dvomim. Da ne bom samo jaz, da veš, govorila. Ne, takšni sogovorniki so mi vedno všeč. Ker ne rabaš dosti, ne, sam rečeš, kaj pa muska, glasba, tam pa tako. Ja, klavir se hecamo, da je moj veliki črni lakasti lepotec, ki še nikoli ni nič žalega rekel meni nazaj, pa sem močno pritiskala na njega. Tako malo za šalo, malo za res, ampak je res tako, no, to je ljubezen, jaz sem že kot punčka, to čutila sem, to težila staršem, da so pol kupili nek ta pianino, oziroma najprej so me poslali na sprejemce, kao, si tako ne gre ona, klavirček, itak te ne moreš še znati. Dajo te na nek glasbeni preizkus, posluha, kako ti sploh to doživljaš. No? In so vse presrečene pač prišle ven iz sobe, učiteljice in pa so tam masirale mojega očeta, ki se mu je pa tudi po mojem dobro zdel. Ne? Seveda. Ne, ima tako punčko in pol, evo, Anica je dobila klavirček in pa sem pa vadila. Bilo pa super. A si edinka? Ne, imam mlajšega. Starejši. Morala ga, da je starejši. Brata Dušija, ki je pa kaj iz drugega gnezda. To je ta klasika brata in sestre. Ja. In je super. On pa dela kibervarnost, ta nek IT, več ne vem, mene sprašvati. Ja, ampak je pa krasna oseba. Krasen človek in sva ful prijateljčka, ful sva tudi malo razlike v bistvu, ker on je skoraj ne bi bilo ful nedonošen, če je bil, ker v tistih časih bilo še ful nevarno, ker ni bilo inkubatorjev na tega, ampak preživel pa skozi bil suhljat.
Zdaj nam nobenega krivila, ne? Ampak oni so njega skozi silili jesti, njemu bilo to strašno težko, kar jaz nikoli nisem razumela, ker meni je pa strašno lepo jesti. In pa sem jaz brata skozi rešvala, pa sem še malo njegovega pojedla pa to. In pol sem bila teh dimenzij, ki me dobro poznate, ne? Saj sem bila na očeh javnosti že kar nekaj časa. Tako da ja, ne bom nobenega krivila, ampak tako je bilo. Sem rada pomagala že od nekdaj. So pa tudi dobre limanice, veš, to se hitro ujameš. Ker ljudje znajo, sploh v sodobnem pridobišniškem času, zelo, zelo hitro zlorabiti empatijo, sočutje pa pripravljenost pomagati. Tako da se moramo tudi malo paziti. Evo, da vrnem žogico na račun tega mojega romantičnega filtra. Sem tako, veš, kad prebereš enkrat veliko poezije, pa beletristike, česarkoli že, se ti zdi, da si toliko zgodb doživel, pa jih globoko začutil. Zdaj, veš, meni je lažje, ker globoko čustvujem. So ljudje, ki pač ne in nič s tem narobe. Sam izziv je, kako bomo mi zdaj med sabo komunicirali. Ker jaz tudi ne morem z mojimi fanti tam ne vem kva čutiti ob klaviru, pa to, ampak je treba povedati, tole pa imamo tle razvesti, pa imamo še enkrat refren, pa končamo na in 130 BPM je tam neki tempo, ki se ga držimo. Kdo bo dal bit? Ok, to je to. Čist konkretne stvari. Veš, znam biti tudi čist moška, ne? Ja, mislim, vse to je dobra lastnost, da znaš prilagoditi, a ne? To ne zna vsak komunicirati oziroma prilagoditi način komuniciranja. Dokler živimo, se učimo. Tudi sama trkam ob zidove, ampak to je to. Je pa zelo lepo, če na drugi strani nekdo, ki te vse malo poskuša razumeti, pa začuti, pa pol lahko steče ta most komunikacije. A potem si bila ti v otroštvu bolj tudi takšen navihanček? Ne. Jaz sem bila izjemno pridna in introvertirana punčka. Res? Ja, jaz vedno rečem, da sem naučeni ekstrovert. Ja, če bi bilo po mojem, tako da tudi jaz doma, po mojem, nisem to, kar ljudje mislijo, da sem. Pa tudi ne govorim spet toliko. Dobro, zdaj je potreba, ne? Želite od mene, da čim več povem, pa se jaz tudi potrudim v tej smeri. Ampak drugače pa ni, da je to kar neki plaz besed. Sem pa karakterno ta žuboreči potoček, ampak samo tam, ker se počutim varna, ne? Zdaj, eni so bolj to skalovje in eno brez drugega ne gre. Jaz, če ne bi našla dobre struge, ki ima čvrsto kamenje, ki ga može boreči potoček ne more premakniti, pa zdaj kar nekam odnes, da se razpljuzne v nedogled, potem sem jaz lahko to, ko sem. In tisti, ki mi zmorejo ponuditi to varnost, to so pa pol mega odnosi. Ne? To imaš pa verjetno potem na kavicah s svojimi prijatelji. Drži. Ja. Takimi in drugačimi. Tudi to ima zelo širok spektr ljudi okoli sebe. Ampak teh najbližjih pa tudi nimam preveč. Zanj smo nekaj razčlenjevali, če smem konkretno, da ne bom zdaj samo eterično govorila, jaz to vidim kot, se veste, nukleus pa pol koliko so orbitale, ne, atomčkov, ti si nukleus, se pravi magma, ne, središče Zemlje in sveta, logično, izvor vsega tega, potem so pa te orbitale. In pa sam zbiraš, koga daš v prvo orbitalo. In to se skozi mogoče malo menja. Nekdo, ko je četrti, pride v tretjo, zato ker je ponudil nek dober dovtip, ali pa se večkrat vidiš. Ne? Spet kakšen sodelavc lahko pride iz une pregovorno tretje orbitale celo na nivo prijateljstva. Ne? Zakaj pa ne? Sploh, če dobro sodelovanje pa dolga leta traja. Tako da to skozi te atomčki malo okol, včasih jih je več, včasih jih je manj. Zagotovo, ja. Ja, odvisno od obdobja v življenju. Točno tako. Pa kaj pa čabaš, ne? Je bilo najbolj mučno obdobje, ker sem v bistvu vedela, da ni pametno, da komorkoli zaupam. Pa ne zato, ker bi imela nezaupanja vredne ljudi okoli sebe, ampak zato, ker preprosto ne morem zahtevati od svojih prijateljev, da ne bodo, ko čutijo mojo stisko, jo hotel zaradi razbremenitve še s kom podeliti. Ampak sem se pa lahko naredi veliko sranja, meni, predvsem mojemu otroku, ki je že tako podvržen zaradi tega, kar mamica dela, kakšnemu opravljivemu očesu več. In če pa kaj znamo pa upravljati. Raje v negativo, kot v pozitivo. In to pač je breme, ki je žal, zaradi mojega poklica mora nositi. Edino nekaj sem si obljubila, da, kot sva začeli pogovor, vplivam na tisto, na kar lahko vplivam. In lahko vplivam na to, koliko zdaj njega prizadane moj poklic. In še dan danes zelo minimalno zbiram angažmane, takrat, ko je pri meni. Ker živim v tej zablodi sodobnega človeštva imenovani deljeno skrbništvo, kar pomeni, da en teden pri svojem očetu, en teden pa pri meni. In tisti teden res poskušam čim bolj posvetiti njemu. In vem, da je mogoče komu nesmiselno, zakaj se ne morem z njim dobiti na casual pijači ali pa na nekem hitrem sestanku, ko je vendarle lahko kje v varstvu, ampak raje njega pelem na karate, pa ga pol počakam, pa potem njega odpeljem domov, pa ga celo pot sprašujem, kaj bo jedel. Kaj je lačen, da bo iz avta ven skočil. Pa poje drobižek, nekaj to, jaz pa kuham, to pa res tudi z veseljem, no, ni mi problem, tudi 2 menija narediti. Ja. Pa ta moja kar gurmanček, veš, on bi jedel te zrezke, ne bi on nek mlečen riž, to že od nekdaj ne mara, ne. Zdaj pa ti bo od gospodinja, ampak sem rada in z veseljem. In komaj čakam, da bom lahko končno živela tudi to, ne,
vsi po mojem mislijo, kako jaz živim v nekih zlatih hišah s fontano, v kipu moje podobe. Bi bili začudeni, kako zelo skromno. Ampak spet ni namen, da to razlagam in obrazlagam, ampak vseeno sanjam pa o tem, ja, da bo nekoč v kuhinji v Otok velika miza, za katero bom lahko povabila vse svoje bližnje, pa da se bomo lahko skupaj podružili v diskretnosti doma, ker to pač v kavarnah ne moreš tega pričarati, Seveda. pa da normalno jemo, pijemo in klepetamo in da bo potem tudi terasa, kamor bo lahko Levček šel na svež zrak, pa to, ker mi dva prebivava v centru in tle so pogoji življenja malce drugačni. No. Tako da to so moje velike sanje. Pa seveda, da zadostimo sem svojim prijateljem, pa Zlata banja. To je pa nekako, veš, kot simbol, kot alegorija vsega tega, da potem pa, ko boš pa res zaživel svoje sanje, ko se bo pa vse uresničilo in ko boš končno, mogočno lahko si omogočil vse te materialne stvari, ki jih imamo tudi radi, tle ne bom zdaj preveč eterična, bo pa ta Zlata banja. Zlata banja. Ja. Tako da... Ker me boste slišali, reči, da imam zlato banjo, pol bo dobro. Pa res pridem romanticirati, razlagati, kako je pot do uspeha in tako naprej. Pa jaz lahko samo iz svoje perspektive povem. Tudi zelo nerada dajem na svete. Prej sem bila bolj naivna v iskanju na svetu. Torej, kar poslušala sem vsega, ker se mi je zdelo, da je na svoj način moder, ampak ni res. Zelo dobro pravilo, ki se ga kar velja držati, je, da ne jemlji na svetu tistih, od katerih nočeš biti v njihovi koži. In sploh tisti, ki niso v zavidljivih kožah, zelo radi ponujajo pokroviteljske nasvete, ker se je veliko enostavneje ukvarjati z nekom drugim, kot pa sabo, ampak jaz tle res ne odlašam z avtospekcijo, se pravi, vedno najprej pogledam sebe, še preveč. A sem jaz kaj narobe naredila, a sem jaz kaj čudno skomunicirala, kaj bi lahko morda še boljš, a sem naredila kako napako, nisem dovolj razumela. In tle je spet pasta, zaujeti se za tiste avtokratske ljudi, ki pa znajo svojim potrebam zelo dobro zadostiti. Ker mi ta mehki bomo skozi pogledali, a smo mi kaj narobe naredili, oni pa se ne bodo niti vprašali. Ampak ko si rekla, da ne rada daješ na svete, ko te kdo prosi, ga daš? Ja, če me prosi, poskušam ugoditi. Ja. Si mislila bolj te pokroviteljske? Mislim, tako, ok, kar se tiče, to, kar sem dala čez, to, kar je moja izkušnja, ne vem, ne speč dojenček, pa to je tudi grozno, ne, vsi bi, pa to skušala, pa to, vedno govorim, počakajte še leto, 2, zdaj sploh, te menije, 3, ki skuham za ta malga, on poje 1/5, jaz pa 4/5, ne, to se zelo hitro obrne, pa jaz sem ta fleksibilno telo, točno vidiš, a sem dober, na kolikih večerjah sem bila v tistem tednu, in se mi zdi brez veze, zaradi tega sekirati, to je vendarle lupina, seveda sem rada lepa, pa se imam za lepo žensko, ampak ne bom pa zdaj temu posvečala fuljenih resursov, tipa vsake 2 dni na kozmetičnem tretmanu, pa neke te plastična pomagala, dokler ne bo potrebno, ali pa bom mislila, da to moram narediti. Hotela sem pa reči, da te nasveti, vsi so želeli od mene slišati recept za ne vem kakšno izgubo teže, pa... O tem se je kar veliko govorilo. Ja, seveda, valjda, ker ljudje najprej gledamo in to je čisto normalno in zdaj ne morem reči, ti ljudje, vsi smo taki, valjda, se imamo 2 oči, pa tudi 2 ušes, za kaj slišati. Pa sem težko, kaj ne rečem, ne? Rodite si dojenčka, ki ne spi, pa imejte mučno razvezo. Ne? Vsi bi raj pojedali eno tableto. Ja. Še to je bil ta škandala, ne? Ker pač so me zlorabili. Grozno, to je bilo pa tako krivič. Toliko enih krivic, res... že to je krivično, da me je res to krivic doletelo v tako ranljivem obdobju. Ampak, vse se je nakopičilo. Nič, kar ne bi zmogli. Tako, veš, ker si tako res, ker te uklanja življenje, tako da si a bo to šlo, ker res podvomiš, ker si izčrpan, psihofizično. Pa si rečeš, kaj, nič, kar ne bi zmogli. In ohraniš ta svoj zlat sijaj. In ohraniš zlat. A misliš, da ga imam? Ja, imaš, veš. Hvala. Imaš neko posebno energijo, seveda. Sej to ni toliko za mene, jaz pa z njo sem in živim. Vse, kar je, pač, da jo nekako ohranjam, pa to je zaradi tega, da je meni lepo. Ampak, če pa lahko to še s kom podelim, smo pa zmagali. To. Ti bi rekla, da je to tvoje poslanstvo? Čutiš to? Moj poklic je zagotovo nekaj v stilu vlivanja upanja. Zdaj, kako pa to narediš čez kakšen medij, ne? Zdaj, eni so taki zelo eterični, pa zakupljajo velike kongresne prostore, pa pol sem stojijo, pa gledajo, pa so ljudje že hipnotizirani. To jaz mislim, da ni to moje področje delovanja. Jaz to počnem čez medije, ne? Mediji, lahko je to moje telo, moj glas, predvsem. Se pravi, čez teater, ampak to ljubečo prisotnost, no? Tako jaz nekako božam duše. Čez glasbo pa sploh. Glasba je pa materializirana ljubezen, pa Lekla Virček. No? Veš, to me fotograf ujel vmes,
na fotkanju, ne, sem rekel, skozi poziram, že s tem klavirjem nisem ti še noč zaigrala. In sem rekel, daj ti nekaj zaigram, kaj imaš rad? In v tistem momentu me je preden primam klavir, ker sem tako srečna, ker vem, kaj bo zazvenel. In to je res ena taka velika ljubezen, ki pač ni vezana na osebo, na predmet, v bistvu, čeprav ta predmet meni simbolizira glasbo, ki jaz lahko izzovem, zato ko pač imam tehniko igranja klavirja naučeno. Zdaj, če bi pač igrala rock, ne, bi pač me pa takrat razsvetlilo srce, ampak klavirček je kar fajn. Torej, tale album začetek? Ja, zagotovo, ne bomo kar nehali. Začel se je res prav, vse naključje oziroma naključij ni. Da sem jaz morala iti čez to razvezo, pa se je takrat rodil v našem Belem hodniku, pa sem ga prijavila na festival šansona, ker šanson kot žanr je meni strašno blizu in ga spremljam že od otroštva naprej in Slovenija in širše, no, Jugoslavija premore strašno dobre, če temu lahko rečemo šansonjeri te. Ali v glasbena poezija, ali te, ki so že malo kancone, ne? Popularne v bistvu pesmi, veliki hiti. Ampak ljudje čutijo pravo čustvo. In šanson je zagotovo meni zelo, zelo blizu glasbeni izraz. Kaj se bo zgodilo, pa ne vem, ker že tekom nastajanja tega albuma se zgodili 4 novi komadi, ki niso čisto šanson, to so zdaj že malo radijske in popevke in vse to, in bi se jih dal zaranžirati tudi še malo jače, ne? Tako da, kaj pa vem, jaz če sebe vidim čisto kot performer, kot ženska oseba, kot nekdo, ki ga vidiš, in to so mi mnogi sami prvi rekli, ni zdaj jaz na mojem zelniku zraslo, ampak jaz sem ta, ki ima toliko te neke odrske prezence, da sem sposobna priti v oblečene bleščice, s sadjem na glavi, zadnji pa big band, pa se vse blešči, pa vse hrumi, pa sam naredimo akcijo. Zato, da ulijemo upanje v lep svet, optimizem, da pač se človek lahko malce razvedri, da pa tudi lahko čisto legitimno potoči kako solzo. Na predstavitvenem koncertu tega albuma Čau šanson v klubu Cankarjevega doma, v okviru festivala Godi Bodi, ker smo imeli koncert, srednjo zasedbo, niso mogli biti vsi, so številni prišli potem do nas, pa so rekli, jaz sem tako jokala, ampak iz lepega, kar je največji kompliment. Pač naša glasba je dosegla srce, oziroma očitno še zmorem toliko iskren izraz, da je nekoga pobožalo po duši. Tako da, to je pa nekaj najlepšega, kar lahko v življenju počneš. Nič narobe z udarji, da me ne bo kdo narobe razumel, ampak jaz bi bila v Rudniku ful manj efektivna, kot sem če sedem za klavir. Sam, to je to. Si pa v enem intervjuju rekla, da ti je pa tudi všeč druga stran, ne? Zdaj si te predstavljamo v bleščeči obleki, ti pa si rekla, da te privlačijo tudi temni prostori z žametnimi zavesami, intimno vzdušje. In tudi to je šansona, ne? Tam pa sploh. Recimo februarja bomo tam v klub 300, ki je zelo lep, točno tak prostor, ki ga opisuješ. Žametni sedeži, malo fino, butično, sicer mehen oder, rahle luči, pritajena svetloba, pa samo uživamo v glasbi. Tako da to je to. In tle na albumu je v bistvu spektar vseh teh komadov. Zdaj pa, če se kdo hoče zelo poglobiti, ne, pa raziskovati, ne vem, kje je zdaj ta Potrčeva recimo, bo pa prišel do čisto mojih osebnih življenjskih poti. Koliko če bi posthumno nekdo poslušal ta album, bi točno vedel, kaj se je umetniku dogajalo, ko je ustvarjal ta album. Da, ja. Ne bi si pa rekla, kot ne vem kakšna globoka umetnica. Pač od ljudi za ljudi so globoke, tako kot vsakdanje življenje. To, da greš kupiti por v trgovino, ni čist nič metaforičnega, niti globokega, niti karkoli. Čist tipično praktično življenje. In tudi jaz čist tipično praktično živim, vozim avto, plačujem položnice, vse, kar je pač treba, rešujem sifon sama, gume menjam sama. Bila kritika moškemu svetu, sam pač koliko smo. Ampak je pa za pripaziti, ne? Kljub temu, da zmorem vse sama in se mi zdi zelo fino, da moj otrok, sploh sin, to vidi, ne bi pa preveč padala v to neustrašnost ženski, s te bomo same, se ne rabimo moških, še kako jih rabimo. Jaz vsaj upam čisto iskreno in skrhano priznati, da bi zelo prav prišel, ampak ne pa za vsako ceno. To lekcijo smo pa že usvojili. Je tako, ja. Zato pa so, ne? Te lekcije, vzponi in padci, potem vidimo, kaj želimo, kaj potrebujemo. Ampak ne za vsako ceno, kot si rekla. Kakšne so pa še neke vrednote, ki jih želiš predati levu? Predvsem to, da se trud splača, da ne išče nekih teh čudnih bližnic, ampak da če se iskreno trudiš, potem se nekaj že zagotovo rodi. Če ne, pač lepo delaš samo, ko hodiš. In ni nujno, da vsak korak v pravo smer, ampak boš vsaj raziskušal tisti spektr, ki ti je ljub ali pa ne. Predvsem pa je fino, ko v današnjem svetu se mi zdi, da smo vsi že toliko razgledani, kar se tiče vzgoje, da ne usiljujemo svojih
vsaj se probamo zavedati vzorcev, pa da ne vsiljujemo svojih nekih poklicnih možnosti, ki smo si jih začrtali za lastne otroke, ker smo ravno na lekciji naših staršev videli, kako to ni najbolj pametno. Ne? Vsi so nam hoteli dobro pa vse, ampak tudi te, jaz absolutno ne obžalujem niti enega svojega koraka, niti enega nasveta, ki sem ga od njiju prejela, ampak vseeno, ne? Ker zdaj pravi moja generacija, jaz sem tam malga, sam da bom mehankar, to bom imel vedno posel, vedno, seveda, izginjajo te poklici ali pa izginja tudi spoštovanje do tega, da kar se z lastnimi rokami naredi. Ampak to je zelo, zelo vredno, ne. Ja, pa res, ker so prišli meni kuhno štemat, ki je bil zliv vode, pa sem bila presrečna, da pridejo. Tudi o tem v bistvu priča moj novi šanson, ki bo predstavljen na festivalu šansona 2025, zdaj v Velenju, ki prihaja, je Oda vodovodarju, je naslov, refren pa gre nekako ti ne oglašaš se nebunemu. In je o tem, kako pač je težko dobiti mojstra. Govori pa o mojstrih vseh vrst, da se razumemo, ne? Ker se ne oglašajo, pa ta ghosting pa vse. Skratka, spektri moje izraznosti so zelo, zelo raznoliki, pa vendar gledam jaz tisto štemrco, pa kako oni pridejo, pa naredijo, pa kako res ne bom odlašala, samo da jih plačam in sem že hvaležna za to, da so sploh prišli. Pa sem rekel, kaj pa če bi jaz tudi eno mašino to nabavila, pa bi to počela, saj ful ljudi to rab, ne? Bi bil dober posel, je rekel, čuvi, ti imaš te prske za klavirčka, no, v redu, pa naj bo, ampak ja. Pa tudi zelo cenim te elementarne poklice. Seveda. Moj dober prijatelj je mesar, recimo. Super mesar. Najboljši mesar, valjda, ne. Ampak seveda ima pa čustveno inteligenco zdaj, s kakšnim takim, ker res sam runkel, ne, pa bi vse nekako sekiro rešil, to tudi mi ni blizu, ne. Imam rada sočutne ljudi. Bi rekla, ja. Ja. Teda, nisem glih pričakovala, zdaj mesar. Ja. Ampak ja, smo si različni, ne? Ja, Seveda. in to je tudi lepota. Lepota življenja. In v bistvu tudi tvoje pesmi, ne, glede na to, da so osebno izpovedne, vsak človek razume drugače, ne? Ja, ima dojema. pravico do tega. Tako. Evo že v bendu, ki bi morala nekako, bi človek rekel, vsi razumejo vse, kar je umetnica hotela reči. Mi smo se usedali na kavč, da sem jaz razložila, kaj sploh, komaj še gledajo harmonika, kaj to, a ona gre zdaj ali ne, pa sem razložila celo zgodbo, kaj pa kako je šlo, zato ker tudi to dojemanje pol pomaga njemu pri sooblikovanju zvočne podobe. Pa je violina rekel, kaj jaz to neč, ker je lih ena prijateljica, mislim, da je rekla, kako imam jaz besedila, to pa nje se pa toliko dotakne, da wow. On je rekel, jaz pa sploh glasbe ne morem tako poslušati, vse v redu, vem ta besedila, ampak jaz to sploh ne slišim, kaj, on pa sliši linijo, valjda, ker že cel življenje igra linearen inštrument in bo tle prej zaznal. In je zaradi tega dragocen. Ne bom ga pa zdaj po glavi udarila, pa je rekla, no, Dejan, ti pa ne razumeš mojih tekstov, pač ne, ampak jih ne rab, on rab razumeti to. In vsi zelo dobro razumejo. Kaj jaz hočem, če pa ne, pa pač večkrat povem, pa pošljem kakšen mail, pa to, težko je biti take teži, veš, grozen je, jaz bi res bila ta diva z veseljem, ne, ki me po rokah nosijo, pa tako, joj, a kaj boš pa jedla, bom šel jaz na pumpo, boš rogljiček s pistacijo ali boš čokolado, ampak pač jaz vprašam, kaj bomo jedla, niti ne vprašam, rej sam prenesem, ker če so lačni, so tečni in to je to. In veš, da nekaj bo ziher v redu. Tako. Ja, če nimaš tega v sebi, ne moreš biti tisti, ki teži. Ja. Težko je. Res je. Oziroma, eden mora biti, pa če hočemo, da kaj nastane, valjda ni. Ampak spet, brez veze razlagati o tem, koliko je stresa od zadnje neprestanih noči, pa vsega tega razmišljanja, ker pač važno je pol, kaj se na koncu rodi. In če je to nekaj lepega, pol je vredno. Kako pa gledaš nas, glede na to, da si že res veliko let na odrih, različnih odrih, ker oder je tudi ena tvoja velika ljubezen, ne? Kako gledaš na to? Zdaj bila si kot komičarka, igralka, voditeljica. Res si dala veliko stvari čez, potem pa ta svoj razvoj. Vse je posneto. Si začela zdaj pred kamero. In kako gledaš na tiste res svoje začetke? Pa do danes. Super mi je. Res se nobenega koraka ne sramujem ali pa ga ne obeležujem kot kaj posebnega, ker to je pač samo pot, ki gre. Nič ni bilo vnemar, vse je bilo zanimivo delati, jaz sem pač rada, se ni noben prisilil v to. Je pa res, da mi je všeč, kam odraščam, oziroma kako sem gospa postala. In ravno to je, ne, mislim, odraščaš. Bolj kot več modrosti, ko poseduješ, lažje ti je v bistvu reči, ne, to pa ne bom, ali pa to ne vibrira več z mano, ali pa to si želim, ali pa to bom. In tudi, ker imaš izkušnjo, da si tokrat že to naredil,
je potem mogoče malo lažje se s tem spoprijeti. Je pa res, da vsak tak, ko se v bistvu materializira ljubezen in glasba, ali pa ko se naredi predstava, pa premjera, vsebuje veliko truda, kapljic znoja in krvi in solz. In malo morja in veliko srca. In to je to. Tako da nič mi ni mi nobena bruka, če je bilo to vprašanje, kako se gledaš nazaj, ali pa kaj. Ne, vse je to v redu, pa zelo veseli, kaj bom uspela videti vnaprej. In tako, kakorkoli je to zabavno, je tudi na en način prekletstvo, da imaš mnogotere talente, seveda velja vsakega živeti, ne moreš pa vseh naenkrat živeti. Ne. Zdaj, trenutno je zagotovo glasba in šanson to, kar združuje in besedo, in čustvovanje, in glasbo, in seveda oder. Tako da to je kar en tak lep pušelc vsega, kar moje srce premore. In mi je všeč na tem področju delovati. Je pa kar trd kruh to. Moraš kar iskati verjetno poti. Ja, kaj pa kako, tako da, ja. Pa zdaj sem se seveda malce vrnila na televizijo, ampak kot rečeno, Leo je prvi in to, kar gre v sozvočje z življenjem z mojim otrokom. Se pravi, to, ko lahko jaz pelem, sem, da sem še vedno lahko neadekvatno mama. Pa ne govorim zdaj o neki utopični princeska predstavi, kako se mi zdaj mamica, pa po Maurici midva z otrokom pleševa, ker imam čisto vse materinske stiske, ki jih imajo mame, nisem čisto nič posebnega. Ampak imam to srečo, da lahko urnike toliko prilagodim, da sem vsaj tistem času, ko je otrok z mano, jaz res njegova mami, ker vidim, koliko me pogreša in koliko to rabi. Dokler še rabi, polka bo rastu, bo rekel, čau mama, jaz grem po svoje, to bomo ampak pač treba spustiti. Ja. Ne bom ta mama. Zagotovo ne, ker se zelo, zelo samo izprašujem, da ne bi, ker je sinko zlati sinko, edinko ljubi ga majka. Ne? Pač, tako da je treba paziti. Pa sem mislila, da če bo mami, da bo imela več otrok. Pa lej. Življenje. Ja. In verjetno je zato ta Lev še toliko bolj poseben. Ma super mu je, veš, celo mami ima za sebe. To pa vse, tudi. Pa jaz sem tudi ta navihana mami, ki pa se, ja, tako da mislim, da mu ni čisto nič hudega. Je pa valjda, kot vsak otrok, pač bo pa moral neki najti, da reče, matka, tle si pa bedna ali pa karkoli. Pa ne, sej tudi to je. Tudi to je naloga staršev. Seveda. Ja. Imamo pa še za konec kratko vprašanje za kratke odgovore. Ok, se bom potrudila strniti, prav? Okay. Imaš raje sladko razvado ali slano? Slano. In to je? Ok, to pa ne bo kratek odgovor. Okay. Vse od comfort fooda, tipa filane paprike, pa do teh prigrizkov, slano. Vse, samo da je slano. Kakšna nenavadna navada, ki jo imaš? Nimam nenavadnih navad. Ne? Ali so pa vse nenavadne? Kolikor vzameš? Ja, viš, ljudje smo si različni. Ja, res je, ja. Ne, da bilo pa tako prav res ekstremno nenavadno, pa mislim, da ne. Okay. Sem te želela vprašati, če si takšna oseba, da obžaluješ stvari za nazaj, ampak mislim, da si prek pogovora že povedala, da... Moj odgovor je ne. Ničesar ne obžalujem. A te je bilo kdaj česa strah, pa si to vseeno naredila? Vsak dan me je česa strah. Jaz sem izjemno preplašen človek, ampak ja, sreča je na strani pogumnih in vedno kljub strahu delujem naprej. Lepo. In pa še za konec, kaj je najlepši kompliment, kar si ga prejela, pa da ga se še danes spomniš? Mamica, ti si tako mehka. Ki me je objel in pogrezno se je vame. To je ono, kaj je dušica začutila zatočišče. Najlepše, kar lahko otroku daš. Zelo lepo. In popolno za najin zaključek tega pogovora. Hvala Upam, lepa. da je bila kavica in pogovor dobra. Odlično, kavo sem že zdavnaj popila. Ja. Upam, da ni bil preveč obremenilen ta plast besed, ampak kot rečeno, mi žuboreči po točki pač tako govorimo in taki smo.